Moja današnja tema je spoštovanje očeta in matere. Vsi mi člani Društva za srečno življenje Belis imamo v 9. členu našega statuta, prva alineja, zapisano, da je naš temelj brezpogojna ljubezen. In kdor se je odločil za brezpogojno ljubezen, kdor udejanja brezpogojno ljubezen, kdor živi brezpogojno ljubezen, kdor jo daruje brezpogojno ljubezen, je ta ljubezen tista, ki omogoča, da spoštujemo tudi svoje starše, da jih ljubimo z brezpogojno ljubeznijo in da se zavedamo, da so nam dali tisto, kar so znali, imeli, zmogli. Vsi otroci imamo prednosti napram svojim staršem. Starši so nam dali točno to, kar so lahko dali. Nekdo od staršev, ki je bil jezen na šefa v službi ali na vlado ali na soseda ali na sebe, mogoče celo na svojo ženo, na otroke, ni mogel dati brezpogojne ljubezni. Ampak otroci najmanj do 8. leta pa imajo brezpogojno ljubezen, ker so božji, rojeni za ljubezen. In če damo otroku ljubezen, nam jo vrača. Če mu damo nasmešek, nam ga vrne. Če se zjezimo nad njim, zajoče. Če ga mogoče majčkeno preveč grobo primemo, zajoče. In zato je tako pomembno, da negujemo starši do svojih otrok brezpogojno ljubezen, ker potem nam bojo otroci z lahkoto to vračali. Ker sejemo, to žanjemo. Jaz osebno sem bila zelo ranjena duša. Nisem bila vzgajena, da je modrost dajati brezpogojno ljubezen. Oče se je neprestano jezil na vse. Mama je bila neprestano v bolečinah. In to sem doživljala kot otrok. In ker nisem poznala tega zakona sejanja ljubezni, ki vrača ljubezen, sem sejala veliko bolečine, veliko zmot, zablod do svojega 33. leta. Od tedaj dalje pa se zelo, zelo dobro zavedam, kako pomembno je, da sejem brezpogojno ljubezen. Vsem, tudi do sebe, do vseh bližnjih. Leta 1995 sem imela eno zanimivo molitev. Želela sem napisati knjigo Iz pekla v raj. In ko sem jo pisala, se spomnim, kako sem dobila navdih, kako pomembno je, da vse svojemu očetu odpustim. Celo napisala sem eno pesem v knjigi Iz pekla v raj. In nekako gre tako, najprej vse, kar sem imela zamere do očeta, vendar zadnje vrstice v tej pesmi pa so bile sledeče. Ljubi oče, odpusti tudi ti, da sem le sodnik bila, da sem brez slovesa od doma šla, da brezpogojno nisem te ljubila, da sem bila ti neposlušna
da sem grdo o tebi govorila, da te v času bolezni nisem negovala in da ob tebi nisem stala, ko si odhajal iz telesa. Ljubi oče, naj te Kristusova milost prenovi, naj ti vse novo podari. Ljubi oče, naj bo med nama le mir in ljubezen vse dni. Ljubi oče, naj se tako zgodi. Ja, nisem bila ob očetu, ko se je poslavljal iz zemeljskega življenja, vendar me je njegova duša izzvala, ker ni bil veren. Bil je pač komunist in proti moji veri. In je bil jezen na kler, na duhovščino. Zelo ga je prizadela, da sem se celo z duhovnikom poročila. To je sicer dobro skrival, vendar ga je razjedala ena jeza na rimokatoliško cerkev. In ko sem govorila o milosti, o ljubezni, o brezpogojni ljubezni, me je vedno utišal. Ne govori, ti pa ta tvoj Jezus. In se spomnim, da sem mu en večer rekla: oči, Jezus je tako dober, da tudi ko boš že v svetu duš, če ga boš prosil, da dobiš milost od njega, jo boš dobil. Spomni se na razbojnika na desni strani, ko so Jezusa križali. Ravno tako je prosil Jezusa: Jezus, usmili se še mene. Razbojnik na levi je bil antivernik, antikristjan, hudoben, ubijalec, ki si ni kisal. Celo žalil je Jezusa, češ, če bi bil res Bog, ne bi bil sedaj na križu in ne bi z nama trpel. Medtem ko razbojnik na desni strani ga je utišal in rekel: midva po pravici, po zemeljskih zakonih sva obsojena. Ta gospod pa ni nič storil slabega in je po krivici na križu. On obrnil se k Jezusu in rekel: spomni se še mene, ko boš v Božjem kraljestvu. In Jezus je rekel preprosto: ja, ni problem, prosil si me, kar me prosite, to storim. In zato sem jaz svojemu očetu tudi rekla: oče, ni nobena duša izgubljena, če se obrne po pomoč k Jezusu. In odšel je brez evangelija, brez preobrnitve na drugo stran. Vendar 8. februarja 1992, ko je zapustil zemeljsko telo, me je poklicala ena vernica iz Zagreba, nikoli prej, nikoli kasneje. Bila je vodena po duhu in je rekla: kako si? In sem rekla: ali lahko pomoliva za mojega očeta? Odšel je na drugo stran brez preobrnitve, brez kesanja za vse, kar je slabega storil sebi in vsem nam bližnjim. In pomolile sva. Prosila je Jezusa za milost. In Jezus je slišal. Ker potem sem poklicala na Žale in prosila, da bi mojega očeta upepelili čim kasneje, ker sem vedela, da oče še ni spreobrnen. In če gre duša ne spreobrnjena v ogenj, ni prijetno, peče, boli. Na drugi strani se je oglasil prijazni gospod in je rekel: kdo ste? Hčerka sem. Nisem se poslovila od njega, žal mi je,
Ali ga lahko predstavite njegovo upepelitev čim kasneje, da bo vsaj 3 dni minilo od odhoda iz zemeljskega telesa. In zanimivo, ta gospod na drugi strani je bil izredno milostljiv. Pridite sem in se poslovite, saj je še v drugi. A res lahko pridem na Žale? In to je bil moj prvi stik z Žalami pred krematorijem. V drugi je ležal, prišla sem s pastorjem, ki je veliko molil zame in za mojega sedanjega moža. Še danes sem mu hvaležna za vsako molitev, ker je prosil Jezusa, da naj nama da novo pot, novo priložnost. In sva jo dobila, Bogu hvala. In ko sem ga poklicala, je bil voljan priti pomolit k drugi mojega očeta. Jaz sem vzela Sveto pismo in eno lepo vrtnico. In ko sva prišla do Žal, do krematorija in sem videla to trugo, v kateri je ležalo telo mojega očeta, so me oblile solze sočutja, radosti, ker sem čutila, kako se je duša od mojega očeta zradostila, da sem prišla pomolit. Ne vem, kako si vi to predstavljate, vendar telo brez diha je mrtvo, ne moremo niti roke dvigniti, vendar duša ima eno vedenje, zavedanje, spoznanje. In ni vseeno, kaj naša duša ve, kaj veruje. In moj oče do trenutka odhoda ni verjel v Jezusa. Verjel je v delo, bil je pošten človek, priden, deloven, skromen, naučil me je delati, bila sem poštena, pridna, vendar vere v življenje po življenje ni imel. Ni verjel v stajenje od mrtvih, ni verjel v večno življenje po življenju. In vendar, ko je bil v svetu duš, imel drug pogled. To je tako, kot če gremo nekam na visoko goro ali na visoko stavbo, vidimo veliko več, kot če smo v gozdu oziroma na tleh prizemljeni. In moj oče je imel to milost, da sem jaz bila že zavezana, da bom delala to, kar je Božja volja, da bom dajala brezpogojno ljubezen, da bom molila za duše, ki se še niso spreobrnile, ker to je zastonjski dar za vsakega izmed nas. In tisti trenutek, ko sva s tem gospodom Mihaelom, pastorjem, sedaj že tudi v svetu duš, prišla do truge mojega očeta, kot sem že omenila, se je duša mojega očeta zelo zradostila. Imel me je rad, samo ni znal pokazati, bil je velikokrat preveč jezen v svet, da bi mi lahko dajal tisto podporo in ljubezen, ki jo vsi mi potrebujemo kot otroci, ko odraščamo v svojih družinah. Moj oče je bil zemeljsko čudovit oče, vendar ni imel duhovne modrosti. Ni odpustil, ni se odločil za brezpogojno ljubezen. Ni bil krščen v Kristusovo milost. Pač ni se odločil. In spomnim se, ko sva s pastorjem pomolila. Jaz sem dala Sveto pismo na trugo. Pastor je izmolil eno molitev, prošnjo Jezusu. Se v tistem trenutku zgodilo nekaj zelo zanimivega. To se spominjam še danes, kot da je bilo ta trenutek. Kot da je prišel en veter
In začutila sem, da je bila duša osvobojena iz telesa. Nekako sem doživela v nebohod tudi mojega očeta. In ko je čez 1 uro šlo njegovo telo, ki je iz prahu v ogenj, duše njegove ni bilo v telesu. Bil je odrešen. Jaz svojega očeta globoko spoštujem in ljubim v tem trenutku. In vem, če bi bil v tem trenutku tukaj, bi se mi za vse opravičil. Vse, kar je meni in moji mami in bratu storil hudega. Ampak vem, da je njegova duša odrešena. Jaz sem mu dala odpuščanje. Zato je tako pomembno, dragi ljudje, dragi člani društva Belis, da sedaj, ko smo si živi, se odločimo, da živimo aktivno, brezpogojno ljubezen, da jo sprejmemo v srce in jo darujemo, ker je to zastonjski dar. Da sebi in vsem ljudem odpustimo, tudi svojim staršem. Če tudi si ne zaslužijo našega spoštovanja zaradi njihovih zmot in zablod in bolečin, je za nas pomembno, da mi darujemo to ljubezen. Zato je spoštovanje očeta na prvem mestu. Za vse nas, za verne, za neverne. Ker kar sejemo, to bomo poželi. V Svetem pismu piše, da vsi, ki spoštujemo svoje starše, bomo dolgo živeli in srečno živeli. Ker v končni fazi so nas sprejeli, skrbeli za nas, dali so nam, kar so zmogli, največ, kar so lahko dali, so nam dali. In zato smo lahko globoko hvaležni. Jaz osebno se sedaj spominjam samo tistih lepih trenutkov, ki sem jih imela s svojim očetom. Vse ostalo je resetirano, blagoslovljeno, odpuščeno. In moja duša je zato veliko bolj mirna, srečna, radostna. Spoštovanje očeta je na prvem mestu. In spoštovanje matere. Očetje, ki ljubijo življenje, spoštujejo tudi svojo ženo, mater svojih otrok. Veliko je moških po svetu, ki ne spoštujejo svoje žene, matere svojih otrok. Nažalost. Preveč jih je. In otroci, ki živijo v takem okolju, v taki družini, nosijo bolečino naprej v svoje življenje. In dokler ne odpustijo očetu, da ni ljubil njihove matere, tudi njihova duša ne cveti in se ne veseli življenja. Tudi matere, ki ne odpustijo svojim možom, očetom svojih otrok, so nesrečne in to prenašajo na svoje otroke. Zato je ta sprava vsakega izmed nas tako pomembna, da damo to brezpogojno ljubezen na prvo mesto v svojem življenju, da blagoslovimo, odpustimo svojim staršem, da izkazujemo hvaležnost, prijazno besedo, ne glede na to, iz kakšnega okolja so prišli, kakšna spoznanja so imeli, ko smo bili še majhni,
če se še niso spreobrnili in so polni grenkobe, žalosti, jeze, blagoslovimo jih. Mi vsi imamo starše, zemeljske starše. In samo z brezpogojno ljubeznijo jih lahko blagoslovimo, spoštujemo in smo jim v blagoslov. Moja mama je bila čudovita mama, vendar ranjena, polna bolečin in grenkobe in bolezni. Tudi ona ni imela daru brezpogojne ljubezni. Zato je bila bolana in je odšla na drugo stran, polna bolečin, bolezni, zmot in zablod. In ko je odšla, sem dobila od nje sporočilo: ne pojdi po moji poti, odpuščaj, bodi radostna, pleši, veseli se življenja. In jo poslušam. Poslušam ta njen nasvet, ker ona ni živela tako. Polna grenkobe in bolečine je bila od jutra do jutra. In vse to je dala meni in mojemu bratu. Vendar sem tudi njej odpustila. Tudi v knjigi svoji, ki sem jo napisala leta 1995. Najprej naštevam vse, kaj sem ji zamerila, vendar na koncu sem napisala sledeče. Mama, dovoli mi, da te danes v svojem srcu oživim in ti sveto življenje podarim. Mama, dovoli mi, da ti odpustim, ker si nas prehitro zapustila in nas same iskanju prepustila. Mama, dovoli mi, da te danes v svojem srcu oživim in ti sveto življenje podarim. Mama, dovoli mi, da ti odpustim, ker si nas prehitro zapustila in nas same iskanju prepustila. Mama, odpuščam ti, da bom tudi jaz svojo bolečino izgubila in se danes na novo v ljubezni prebudila. Mama, prosim, odpusti mi, ker sem od doma zbežala in v svetu za manj srečo iskala. Mama, hvala ti, ker si me rodila in me do ljubezni vodila. Mama, hvala ti, ker si mi telo darovala, da bi z njim lepo ravnala. Mama, hvala ti, ker sedaj, ko te več na tej zemlji ni, kot Mati Božja, z ljubeznijo nad menoj bdiš. Ja, to je bila moja pesem sprave z mojo mamo. To knjigo sem pisala od 16. junija leta 1995 do 29. junija 1995. In ko sem odpustila mami in očetu, sem bila svobodna. In lahko sem se zbudila v novem jutru, ki me je nežno prebudilo in čutila sem ljubezen in da ljubim vse ljudi in vso zemljo. Tako pomembno je to spoštovanje in ljubezen do naših staršev. Zato prosim, slišite, odpustite, da nam bo odpuščeno. Ljubite, da bomo ljubljeni. In to je danes moje iskreno sporočilo vsem nam, da bomo dajali brezpogojno ljubezen na prvo mesto. Spoštovali svoje očete, svoje matere in širili to ljubezen še naprej. Hvala vam, ker ste mi danes prisluhnili s svojim srcem in z vso dušo. Naj bo ta ljubezen brezpogojna z vami. Le z njo boste lahko posvetili svoje starše, jih globoko spoštovali in jim bili neizmerno hvaležni za življenje, ki so vam ga na en način darovali s tem, ko so vas sprejeli. Hvala lepa.